V deveto gre rado, bi lahko rekli po devetem, tokrat uspelem poizkusu prodaje Mercatorja novim lastnikom, ki prihajajo iz sosednje Hrvaške. Prej zadolženi lastniki Mercatorja, v prvi vrsti gre za pivovarno Laško in banke upnice, so za 53% delnic največjega slovenskega trgovca iztržili 86 evrov za delnico. Sindikati, ki že dalj časa opozarjajo na skrite pasti, prodaji nasprotujejo. To je bilo zrežirano že od samega začetka. Politika Evrope je razdeliti, razprodati Slovenijo po najnižji možni ceni. Zato, bom rekla, stremijo kot jastrebi razni lobisti in, bom rekla, druge multinacionalke, ker ta košček, bom rekla, Evrope še ni porazdeljen. Na novico o prodaji so se danes burno odzvale tudi centrale političnih strank, ki večinoma tako rekoč čez noč sredi volilne kampanje nasprotujejo sklenjenemu poslu. Zadnja dogajanja so več ali manj samo nabiranje političnih točk in nikakor ne neka skrb, kaj bo za Slovenijo jutri, kaj bo z 11.500 zaposlenimi neposredno v Sloveniji. Že danes je znano, da bo Mercator skladno z načrtom poslovno-finančnega prestrukturiranja v naslednjih 2 letih število zaposlenih zmanjšal za 1000. O prodaji v negotovo prihodnost gledajo tudi številni domači dobavitelji, katerih usoda ni natančno znana. Pomembno je vedeti, da Agrokor v Slovenijo ne prihaja le kot trgovski sistem s Konzumom, temveč za sabo pripelje tudi 44 blagovnih znamk iz segmenta hrane in pijač. To zagotovo pomeni nova konkurenca na slovenskem tržišču in nov boj za trgovinske police. Postavlja se vprašanje, kaj bo prinesla prihodnost. Bo Mercator ostal samostojen pravni subjekt ali bo Agrokor enostavno izvedel pripojitev? Če se bo zgodilo slednje, bodo tudi trgovine prej ali slej spremenile svojo podobo. Zgodba Mercatorja je pravzaprav zgodba z grenkim koncem. Tako kakor je v 90-ih letih v imenu tako imenovanega nacionalnega interesa iz palčka zrastel velikana, se je naslednje desetletje z lastniškimi eksperimenti in tveganim poslovanjem visoko zadolžen znašel na robu preživetja.